Velike tehnološke družbe so pravkar porabile stotine milijard za izgradnjo infrastrukture za umetno inteligenco in donos do zdaj le delček stroškov, daleč od tega, da bi bili na ničli. To je morda ena najdražjih stav v sodobni zgodovini. Pod bleščečim umestnikom se skriva nekaj, na kar večina ljudi sploh ne pomisli. Fizični sistem z resničnimi omejitvami, podatkovni centri, ki porabljajo ogromne količine električne energije. Električna omrežja so potisnjena skoraj do svojih zmogljivosti, samo da vse deluje. In vse to temelji na skriti vojski izkoriščenega človeškega dela. Ne moreš ostati zunaj tega. S tem že vsak dan komuniciraš. Svet se je že zavezal sistemu, ki ga morda ne bo mogel ustaviti. To je bilijonska laž umetne inteligence. Prvo poglavje. Račun, ki ga nihče noče prebrati. Leta 2024 so analitiki pri Sequoia Capital zastavili preprosto vprašanje. Če bodo podjetja za umetno inteligenco še naprej trošila tako kot zdaj, koliko denarja bi morala industrija zaslužiti vsako leto, da bi to upravičila? Njihov odgovor je bil približno 600 milijard dolarjev na leto. Toliko podjetja za umetno inteligenco danes ne zaslužijo. To je tisto, kar bi morali zaslužiti, da bi vse to imelo finančni smisel. Trenutno generativna umetna inteligenca že ustvarja pravi denar. Milijarde letnih prihodkov v podjetjih, kot sta OpenAI in Anthropic. Analitiki napovedujejo, da bi lahko dobički, ki jih poganja umetna inteligenca, do sredine 2030 narasli na bilijone. Toda velik del prijavljenih prihodkov sploh ni dobiček. Anthropic je pred kratkim povečal svoje prihodke na stotine milijonov na mesec v letu 2025. To se sliši neverjetno, dokler ne ugotovite, da naj bi podjetje v istem letu izgubilo tudi več milijard. Sredi leta 2025 je OpenAI zagotovil financiranje v vrednosti 10 milijard dolarjev, vendar je zaradi tako visokih obratovalnih stroškov že nekaj mesecev kasneje prosil za dodatnih 8,3 milijarde dolarjev. In Elon Muskova xAI naj bi po poročilih vsak mesec porabila več kot milijardo dolarjev samo za osnovno delovanje. To je resen problem. To je nekaj, o čemer ljudje ne radi govorijo. Pri tradicionalni programski opremi je po izdelavi izdelka dodajanje več uporabnikov poceni. Zato lahko podjetja, kot sta Microsoft in Adobe, postanejo izjemno dobičkonosna. Strošek za naslednjo stranko je praktično nič. Umetna inteligenca ne deluje tako. Vsakič, ko zastaviš vprašanje, to stane denar. Pravi denar. Odgovor izhaja iz občutljivega prepleta računske moči, elektrike in infrastrukture, kar pomeni, da povečanje obsega ne naredi stvari samodejno bolj učinkovitih. V nekaterih primerih doseže ravno nasprotno. Več ljudi, kot uporablja sistem, dražje je njegovo delovanje. Največja podjetja in investicijske skupine na svetu so že zavezane, letna poraba pa presega 400 milijard dolarjev. Špekulacije o rasti umetne inteligence so postale glavni motor indeksa S&P 500. Postane še bolj vprašljivo, ko se zaveš, da je širši trg, sestavljen iz pokojninskih računov, indeksnih skladov in sicer varnih naložb, zdaj močno izpostavljen muhavosti tehnologije, ki še niti ni dokazala, da se lahko na široki ravni sploh izplača. Če so gospodarski vidiki prihodnosti generativne umetne inteligence tako negotovi, zakaj se zdi, da je vsak izvršni direktor v tehnološkem svetu tako odločen, da stavi vse na njeno prihodnost? Po nedavni anketi približno 90% izvršnih direktorjev pravi, da bo umetna inteligenca do leta 2028 temeljito spremenila njihova podjetja. To je ogromna številka. Tudi ko pogledate dejanske finančne podatke, je resničnost kruta. Le 25% pobud na področju umetne inteligence dejansko prinaša pričakovani donos na naložbo. 9 od 10 vodilnih verjame, da je ta tehnologija ključna, vendar lahko le približno 1 od 4 pojasni, kako dejansko prinaša denar. Kar je prej delovalo kot strategija, se zdaj zdi kot korporativni pritisk vrstnikov. In to lahko opazujete v realnem času. Vsako podjetje poskuša prehiteti naslednje, hiti z uvajanjem pobud na področju umetne inteligence, govori o strategijah, pri katerih je umetna inteligenca na prvem mestu, kupuje ogromne količine grafičnih procesorjev, ker je videti še slabše, če jih ne kupujejo. Če je to korporativna različica zlate mrzlice, nihče noče biti tisti, ki pride brez lopate. In tukaj smo zdaj. Infrastruktura se gradi s polno hitrostjo. Poraba je že zagotovljena in začetni kapital zbran, vendar donosi komaj dohajajo izdatke. Poglavje 2. Uspeh, ki te naredi revnejšega. V zadnjih nekaj letih se je pojavila neopazna industrija, ki podpira sisteme umetne inteligence. Stvari, kot so označevanje podatkov, moderiranje vsebin in preverjanje rezultatov, so postale ključne naloge, ki omogočajo uporabo modelov v resničnem svetu. V bistvu so to tisto, kar loči surov sistem, ki proizvaja kaotične, neprimerne rezultate, od sistema, ki zna odgovarjati na vprašanja, ne da bi osramotil podjetje, ki ga je ustvarilo. Vse to delo poteka zunaj samega modela. V pisarnah in okoljih podobnih klicnim centrom, v krajih kot so Kenija, Filipini in Indija, tisoči delavcev preživijo dneve s popravljanjem napak, ki jih sistemi umetne inteligence še vedno nenehno delajo.
V nekaterih dokumentiranih primerih so plačani le nekaj dolarjev na uro, da filtrirajo nasilno ali eksplicitno vsebino. Po enem izmed poročil se moderatorji vsebin v državah drugega in tretjega sveta soočajo s kombinacijo psihološke travme, mizernih plač in zatiranja sindikalnega organiziranja, kar bi bilo po zahodnih delovnih zakonih neznosno. To zveni manj kot futuristični preboj in bolj kot nekaj iz 19. stoletja. In v nekaterih pogledih tudi je. Marketinški jezik okoli umetne inteligence namiguje na avtonomijo, stroje, ki lahko mislijo, se učijo in delujejo, ter popolnoma nadomestijo človeško delo. Resničnost je bližje nečemu starejšemu in bolj znanemu. To je večplastni sistem, kjer je najbolj viden vrh ledene gore čist in učinkovit, najmanj viden del, notranje jedro sistema, pa je neurejen, zahteva veliko dela in ga je lahko prezreti. To ne pomeni, da je tehnologija lažna, vendar ob drugem pogledu beseda umetna tu nosi nesorazmerno veliko teže. Velik del dela, ki omogoča delovanje teh sistemov, je še vedno zelo človeški. Ta človeški sistem ne izgine, ko se sistem širi. Če kaj, postane še pomembnejši. Ko se sistem zanaša tako na ogromno računalniško infrastrukturo, kot na stalni človeški prispevek, se stroškovna struktura začne precej razlikovati od tiste, ki si jo večina ljudi predstavlja. Namesto čistega, samopoboljšujočega stroja dobite nekaj, kar je bližje hibridu. Delno avtomatizirano, delno ročno podprto, oboje pa je nenehno vzdrževano. Na začetku razcveta umetne inteligence so raziskovalci ugotovili, da velik odstotek podjetij, ki so se imenovana zagonska podjetja s področja umetne inteligence, v svojih osnovnih izdelkih dejansko sploh niso uporabljala nobene pomembne umetne inteligence. V nekaterih primerih je bil ta odstotek celo do 40%. To ni nujno pomenilo goljufije, vendar je nakazovalo na nekaj še pomembnejšega. Od samega začetka je umetna inteligenca postala signal, način za privabljanje financiranja, upravičevanje višjih vrednotenj in pozicioniranje na trgu, kjer naj bi imelo nenadoma vsako podjetje svojo zgodbo o umetni inteligenci. Do leta 2024 je približno 78% vseh podjetij poročalo, da na nek način uporabljajo umetno inteligenco. Samo leto kasneje je 61% vsega globalnega tveganega kapitala pritekalo v podjetja povezana z umetno inteligenco. Morda bi pričakovali, da bi po vsej tej uporabi in vseh teh naložbah že videli jasne, dosledne donose. Namesto tega so dobički zelo skoncentrirani, saj približno 75% finančnih koristi pobere le 20% podjetij. Izkazalo se je, da večina podjetij, ki govorijo o umetni inteligenci, v resnici s tem ne zasluži veliko denarja. Eksperimentirajo, uvajajo funkcije in integrirajo orodja, vendar ne preoblikujejo svojega poslovanja, kot so vsi mislili. V zgodnjih dneh so podjetja trdila, da uporabljajo umetno inteligenco, čeprav jo v resnici niso. Danes podjetja umetno inteligenco uporabljajo, vendar ne vedo, kako bi z njo zaslužila. In to je veliko večji problem, ker so zdaj vložki večji, pričakovanja ogromna in razkorak med tem, kar se dejansko dogaja, ter obljubami postaja vse težje prezreti. Poglavje 3. Energetski zid. Glavna omejitev pri vsem tem ni finančna, ampak fizična. Dolga leta se je ponavljala preprosta primerjava, da ena poizvedba v sistemu umetne inteligence porabi približno 10-krat več električne energije kot običajno spletno iskanje. Ta številka izhaja iz zgodnjih ocen in kot pri večini preprostih primerjav so se v njej prepirali, jo posodabljali in prilagajali, odvisno od tega, kdo je zagovarjal svoje stališče. Toda tisti del, ki se res ni spremenil, je trditev, da so obremenitve umetne inteligence preprosto večje. Do leta 2022 so podatkovni centri že porabili približno 460 teravatnih ur električne energije po vsem svetu vsako leto. To je približno enako kot letna poraba elektrike celotne države, kot sta Nemčija ali Japonska, oziroma 2% celotne svetovne porabe. Do letošnjega leta bi se ta številka lahko gibala med 620 in 1000 teravatnimi urami, odvisno od tega, kako hitro bo umetna inteligenca še naprej rasla. Ko pogledate v podatkovni center, je nekoliko presenetljivo, kako se ta energija uporablja. 40% električne energije se porabi za dejansko računalniško obdelavo, torej za del umetne inteligence. Dodatnih 40% se porabi samo za hlajenje naprav. Preostali 20% gre za vse ostalo, premikanje podatkov, ohranjanje stabilnosti sistema, v bistvu zato, da celotno delovanje ne propade zaradi lastne kompleksnosti. Torej, skoraj polovica energije, ki jo vlagamo v umetno inteligenco, je ne naredi nič pametnejše, samo ohranjajo pri življenju. Zdaj pa poglejmo še širšo sliko. En sam velik hiperskalarni podatkovni center, kakršne podjetja gradijo za umetno inteligenco, lahko porabi 100 MW električne energije ali več. 1 megavat lahko običajno napaja več kot 150 ameriških domov. 100! V enem letu je to primerljivo z elektriko, potrebno za polnjenje več kot 200 000 električnih vozil samo za eno stavbo. Po svetu je približno več kot 8000 podatkovnih centrov, od tega jih je tretjina samo v Združenih državah Amerike.
Zaskrbljujoče je, da študije zdaj kažejo, da je velika večina teh podatkovnih centrov postavljena v podnebjih, ki so preveč vroča za učinkovito delovanje. Čas je, da prenehamo razmišljati o oblaku kot o nečem abstraktnem. Govorimo o vse večjem omrežju ogromnih energetsko požrešnih objektov, ki so skoncentrirani v določenih regijah in črpajo elektriko iz istih omrežij, ki napajajo domove, šole in podjetja. Povpraševanje tudi približno ni enakomerno porazdeljeno. Na območjih z velikim pritiskom so mestni uradniki prisiljeni sprejemati kompromise v realnem času. Ali razširite omrežje, ali zvišate cene elektrike, ali upočasnite razvoj in omejite rast delovnih mest. Noben od teh odgovorov ni enostaven, prav tako pa nobeden ne rešuje vprašanja vode. Se spomnite tistih 40% energije, ki se porabi samo za hlajenje teh ogromnih podatkovnih centrov? To pogosto zahteva ogromne količine vode, ki kroži skozi sistem in nenehno odvaja toploto. En sam velik podatkovni center lahko porabi milijone galon vode na dan, približno toliko kot mesto s 30 do 50 tisoč prebivalci. V enem letu lahko celo srednje velike ustanova porabi okoli 100 milijonov galon vode samo za hlajenje. In večina te vode se ne vrne nazaj. V mnogih sistemih se 70 do 80% vode izgubi zaradi izhlapevanja in dejansko izgine v zrak. Medtem pa približno 75 do 90% podatkovnih centrov uporablja hlajenje na osnovi vode. Pogosto črpajo iz istih rek in mestnih vodovodov, ki oskrbujejo lokalne skupnosti. V vsaj enem mestu v Oregonu je podatkovni center ene same družbe porabil več kot 25% mestne zaloge vode. Isti sistem, ki obljublja neskončno razširljivost, črpa iz zelo omejenih virov. Električna omrežja, ki se razširijo čez noč, in vodovodni sistemi so že zdaj pod pritiskom. Bolje kot sistem raste, več vleče in trenutno ni jasno, kje je zgornja meja. In medtem, ko se ves ta pritisk kopiči v fizičnem svetu, se znotraj podjetij dogaja nekaj drugega. Ker medtem, ko umetna inteligenca vleče vedno več od zunaj, tiho vleče tudi nekaj od znotraj. Njihovi podatki. Poglavje 4. Varnostna samosabotaža. Po nedavnih podatkih približno 34,8% vnosov zaposlenih v umetno inteligenco zdaj vsebuje občutljive informacije. To je precej več kot leta 2023, ko je bilo nekaj več kot 10%. Tretjina vsega, kar se prilepi v vaš izbrani AI klepetalnik, so pravni dokumenti, podatki strank, zdravstveni zapisi, izvorna koda in pogodbe. Še huje, 83% podjetij, ki to počnejo, nima nobenih tehničnih nadzorov, da bi to preprečili. Lahko pošiljajo e-poštna obvestila o pravilnikih do onemoglosti, a že naslednji dan bodo od istih zaposlenih zahtevali, naj bodo hitrejši, bolj produktivni in učinkoviti. Zaposleni se morajo zdaj odločiti, rok ali pravilnik. Vsakič izberejo rok. Obseg te varnostne samosabotaže je videti kot počasna katastrofa. Na tržnicah na temnem spletu je bilo že najdenih več kot 225 tisoč poverinic za ChatGPT, pogosto pridobljenih iz kompromitiranih naprav ali zaradi ponovne uporabe gesel. Velika podjetja, kot so Apple, JP Morgan in Goldman Sachs, so po spoznanju, kaj se dogaja, interno omejila ali prepovedala orodja, kot je ChatGPT. Samsung se je tega naučil na lastni koži. V začetku leta 2023 so 3 zaposleni prebrali elektronsko sporočilo, ki je preklicalo prejšnjo prepoved uporabe ChatGPT in si mislili, zdaj smo na varnem. Prvi je naložil lastniško izvorno kodo, da bi odpravil težavo, ki so jo imeli. Drugi je prekopiral zapiske z notranjega sestanka podjetja v svoj klepet, medtem ko je tretji uporabil ChatGPT za prepoznavanje okvarjene opreme v polprevodniški liniji. Zelo kmalu je bila prepoved ponovno uvedena. Notranja anketa je hitro pokazala, da 65% zaposlenih v Samsungu meni, da so orodja z umetno inteligenco varnostno tveganje. Najbolj zaskrbljujoč del vsega tega je, kaj večina ljudi napačno razume glede temeljnega neskladja med zasebnostjo uporabnikov in načinom, kako so zasnovani AI sistemi. AI modeli se učijo na ogromnih zbirkah podatkov. Pri potrošniških paketih, kot sta brezplačna in plus različica OpenAI, uporabniki privzeto dovolijo podjetju, da njihove pogovore uporablja za učenje prihodnjih modelov. Seveda se lahko odjavite, če se prebijete skozi labirint nastavitev, vendar večina uporabnikov sploh ne ve, da ta možnost obstaja. Dokler tega ne storite, vsak dokument, vsak izsek pogodbe, vsaka podrobnost o stranki, ki jo vnesete, postane potencialno učni material, opozarja eno poročilo. Ko se poslovne skrivnosti uporabijo za učenje ali obdelavo modela umetne inteligence, je škoda lahko dejansko trajna. Tega ne morete preprosto izbrisati. To je, kot bi poskušali ločiti že zmešane barve. To je tisto, zaradi česar je to veliko bolj zlovešče kot običajna kršitev varnosti podatkov. Te so redke, vidne in večinoma popravljive. Ogrožanje varnosti uporabnikov je za podjetja z umetno inteligenco nekaj običajnega. Neskladnost skipa je vgrajena v njihov delovni proces.
Zato nekateri varnostni raziskovalci to že opisujejo kot največje nenadzorovano uhajanje podatkov podjetij v zgodovini. Ko se pogovarjate z ljudmi znotraj teh podjetij, ki so dejansko odgovorni za to, kar se dogaja, točno vedo, kaj se dogaja. Vedo, da nadzori, ki bi preprečili zaposlenim, da bi lepljali občutljive podatke v svoje AI orodje, niso vzpostavljeni. Zavedajo se tveganja, vendar tudi vedo, da ni enostavne rešitve. Ne moreš kar čez noč vzpostaviti varne interne različice. To zahteva milijone dolarjev za strojno opremo, specializirane ekipe in čas, ki ga večina podjetij nima. Medtem pa pritisk, da bi bili hitrejši, ne izgine. Ljudje se bodo še vedno posmehovali podjetniški različici Copilota v svojem podjetju, ki jim omogočale, da izpopolnijo e-pošto in iščejo po Googlu. Na skrivaj bodo uporabljali svojo potrošniško različico ChatGPT, njihovim starejšim vodilnim pa bo to večinoma vseeno. Še vedno bodo umetno inteligenco videli kot poveličane iskalnike. Če bi se ljudje morali česa zavedati že pred leti, je to, da nikoli ne smeš zaupati svojo intelektualno lastnino fantom iz Silicijeve doline. Danes vsi jahajo na valu produktivnosti in upajo, da se jim to ne bo maščevalo. Poglavje 5. Velika korekcija. Na tej točki vemo, da se stvari ne izidejo. Sistem je drag. Je zelo zahteven glede virov, pušča podatke kot rešeto in še vedno ne prinaša dovolj stabilnih prihodkov za svoje vlagatelje. Zakaj je torej industrija še vedno popolnoma predana razmahu umetne inteligence? Odgovor je, da se znotraj industrije nič od tega ne zdi kot izbira. Zdi se kot oboroževalna tekma. Na opozorila naj ne zaostanemo ali dovolimo, da nas Kitajska ujame. Silijo vse, da delujejo, kot da se jim zelo mudi. Zdi se eksistencialno, a v resnici ni tako. Pravo ozko grlo današnje tako imenovane AI oboroževalne tekme so polprevodniki oziroma čipi. In podjetja, ki prodajajo te čipe, še posebej Nvidia in AMD, poslujejo odlično. Globalna industrija polprevodnikov že leta doživlja izjemno rast. Leta 2026 naj bi industrija dosegla skoraj $1 bilijon letne prodaje, kar bo najvišja vrednost v zgodovini. Analitiki napovedujejo letno prodajo v višini $2 bilijona do leta 2036. Po besedah generalnega direktorja podjetja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ali TSMC, ki je najpomembnejši proizvajalec čipov na svetu, je povpraševanje po naprednih AI čipih trenutno 3-krat večje od svetovne ponudbe. Vsako večje tehnološko podjetje si skuša zagotoviti čim več proizvodnih zmogljivosti več let vnaprej. Nove tovarne v Arizoni in na Japonskem ne bodo bistveno olajšale pritiska na trgu, vsaj do leta 2027 ali še kasneje. Bodimo jasni, proizvajalci čipov želijo, da podjetja verjamejo, da ni dovolj računske moči, da je nikoli ne bo dovolj. Če ne kupite vsega takoj zdaj, boste neizogibno zaostali v tem računalniškem oboroževalnem tekmovanju. To sporočilo ni nujno resnično, da bi bilo močno. Samo dovolj pogosto ga je treba ponavljati in res ga ponavljajo na letnih klicih ob objavi poslovnih rezultatov, na konferencah, celo pred kongresom. Tako pride do tega, da podjetja naročajo milijarde dolarjev vredne grafične procesorje leta vnaprej in si zagotovijo zaloge, ki jih morda sploh še ne bodo mogli v celoti izkoristiti. Tako nastane trg, kjer povpraševanje močno presega ponudbo. Medtem ko so čipovska podjetja navdušena nad polnimi žepi denarja, pa račun na koncu plačajo potrošniki. Že mesece se je tekma v umetni inteligenci prelila v popolno pomanjkanje specializiranega pomnilnika, ki ga ti čipi potrebujejo za delovanje. Ljudje temu pravijo Ramagedon. Rezultat je pritisk na cene vsega, kar potrošniki potrebujejo. Prenosniki, telefoni, celo gospodinjski aparati so dražji. In nekje tam zunaj se navaden tip, ki želi sestaviti nov igralni računalnik, sprašuje, kako to, da par DDR4 pomnilniških palčk naenkrat stane več kot njegova grafična kartica. Danes so sistemi umetne inteligence zgrajeni na 2 predpostavkah. Prva je, da bo povpraševanje po umetni inteligenci še naprej raslo dovolj hitro, da bo absorbiralo vso potrebno infrastrukturo. In druga, da bodo povečanje produktivnosti prišli dovolj hitro, da bodo upravičili stroške. Če katera od teh predpostavk pade, se začne celotna obljuba razcveta umetne inteligence majati. To smo že videli v poznih 90-ih letih. Podjetja so ogradila ogromno internetno infrastrukturo z optičnimi kabli, strežniki in omrežji, ki so zapolnjevali cele stavbe ob predpostavki, da bo povpraševanje sledilo. Na koncu se je to res zgodilo, vendar šele potem, ko se je trg popravil. In to močno. Nasdaq je izgubil približno 76% svoje vrednosti. Podjetja, kot so Cisco, Intel in Oracle, so čez noč doživela strm padec cen delnic. Druga podjetja, kot sta eBay in Amazon, so komaj uspela preživeti. Indeks Nasdaq je potreboval 15 let, da je ponovno dosegel svojo prejšnjo najvišjo vrednost. Internetni razcvet ni bil lažen, vendar je bil časovni okvir, ki sta ga narekovala precenjevanje in pomp, nerealen.
Zaradi tega je moral trg preiti na umetno dihanje. Tako imenovana dot-com podjetja preprosto niso mogla ustvariti dobička, o katerem so njihovi vlagatelji sanjali, ko so v 90-ih letih vlagali svoj denar v zagonska podjetja. Ni težko si predstavljati podobnega popravka danes, tokrat za največja podjetja na svetu. Denar, ki poganja današnji razcvet umetne inteligence, ni le tvegan kapital, ki išče dobiček, dotika se vseh. Ko se ti cikli obrnejo, tisti, ki sprejemajo odločitve, redko utrpijo izgube. Vodilni bodo še vedno dobili plačilo, zgodnji vlagatelji pa bodo našli priložnost za izstop. Izgube se razširijo navzven. Torej, ko slišite o oboroževani tekmi na področju umetne inteligence, se je vredno vprašati: tekma zakaj? Ker trenutno je videti manj kot tekma v prihodnost in bolj kot hitenje, da bi upravičili že porabljene milijarde. Če se donosi ne bodo pojavili dovolj hitro, posledice ne bodo ostale le v tehnologiji, razširile se bodo povsod. In če mislite, da je največje tveganje denar, moč ali podatki, morda podcenjujete pravi problem. Kaj se zgodi, ko te naprave odločijo, da je neko življenje mogoče žrtvovati? Ugotovite, da je umetna inteligenca pravkar poskušala ubiti človeka, da bi se izognila izklopu. Ali pa si oglejte ta video.